vas pozdravljam tudi zadnjo nedeljo v oktobru in že zaključavamo 10. mesec v tom letu. Tudi na tom bogoslužje vas pozdravljam v imenu našega odrešenika Jezuša Kristuša. To je pozdrav, dragi moje, če se zavedamo ali ne, štere menja se. Tej pozdrav menja se zavolo toga, kaj Jezuš je svojim prihodom na to zemljo, svojim izpolnjenim poslanstvom na toj zemlji spremenil vse. S tem se je spremenilo vse človeštvo, celo človeštvo, čisto vsaki človek od te naprej živi v enoj novoj možnosti, živi v enom novom vypanje zavolo toga, kaj je odpreta pot nazaj k nebeškomu oče. Nazaj v očinsko prisotnost. Da se je Jezus poslavljal od svojih učencov, je Tomaže na njegovo pitanje negotovosti, na njegovo pitanje do njega prav, pa ne vejmo, koma ideš, ne vejmo za pot. Jezus njim je tako odgovoril, Janeze 14. tale 6. veršu. Što je pravo te Tomaže? Jana 14.6. Jaz sem pot. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po mene. Dragi moje, ta izpoved, ta Jezušova izpoved spremeni se. Tu se konča vse, ko je mojega. Tu se konča vse, ko so človeške napore. Tu se konča vse, kaj bi lahko človek v svojo moči dosegnil odrešenje. Edino Jezus je mogoče človeke zagotoviti večnost pri nebeškom oče. Edino on, nišče druge na tom svetu ne. Znate, dnes je to biblijsko istino, to je biblijska istina. Ja ne gočim svoje stvari, ne, preverite v Biblije. To je biblijska istina. In dnes je to biblijsko istino v modernoj krščanskoj Evropi že skoraj to, kako bi pravo bogokletno povedati. Kaznivo. To je že skoraj kaznivo povedati. Zavolo toga, kaj mnogi želejo to biblijsko istino spremeniti. Želejo jo spremeniti, jo nadomestiti z nika menja ali pa z nika več, nika dodate svojega. Mnogi si predstavljajo, kaj je še več druge poti. Ali, dragi moji, če poglednemo ustanovitele religij, če poglednemo njih, če poglednemo njihova življenja, če poglednemo njuvo zgodovino, vidimo eno veliko razliko. In to je ta razlika, štera spremeni se. Vsi te ustanovitelji religij so mrtve, so mrli. Jezus pa je živ. Aleluja, dragi moji, Jezus je živ in on živi. In to je ta razlika, štera menja se. In to je razlika, štera dela tu Jezušovo izjavo verodostojno. Če bi ščeli pri ustanovitelji religij preveriti, če je to istina, ne moramo. Jel tako ne moramo. Ali edino pri Jezuši leko preverimo, če je on to resan, ko je on pravo, če je on resan to, ko je v Bibliji zapisano, če je to istina. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nišče ne pride k očetu drugače kot po mene. Dragi moji, že prej sem pravo. To dnes mnogi zavračajo. Je kaznivo, celo na neštrne mesta že povedati. Ali, dragi moji, to je istina Biblije. To je istina Biblije. To je Božja beseda. Biblija pa je osnova krščanstva. Je to? Biblija, ta Božja reč je osnova krščanstva zavolo toga, ker
Kristus, štiri je ustanovitelj, kad tako povem, ustanovitelj, če glika se mi to ne vidi, ustanovitelj, pač pa utemeljitelj, bi bolje bilo pravilno. On je temelj in on je utemeljio in Kristus je tu v Bibliji opisan. Njegovo delo, njegovo življenje, njegova smrt, njegovo trpljenje in njegovo gorstajenje. Tu je to opisano. Tu je to opisano. In to je ta največje sporočilo Biblije. In če se mi oddaljimo od Biblije, če jo, tako povem, ignoriramo, če ne sprejemamo njenega včenja, te je tu nam dnes potrebna reformacija. Da nam je potrebno, kad napravimo eno spremembo, potrebno nam je postavitev nazaj na te biblijske temele. Pred več kot 500 leti so to isto spoznali reformatori. Spoznali so, kaj je potrebno iti nazaj na biblijske temele. Martin Luther in njegovi somišljeniki, njegovi sodelavci so bili v istom položaju, kot smo ga in ti. Čista v istom položaju. In ko je to? Ostanete v povprečje tistega časa. To, kot vsi drugi. Ali pa se držate toga, ko pravi Božja beseda. Ostanete v tistom, kot vsi drugi. Delate to, kot vsi drugi. Ali pa se utemeljite na Božoj besedi. Dragi moji, odločitev je na vsakom posamezniku. Vseeno je dnes malo načeša situacija. Te v tistem času so ljudje ne imeli Biblije. Ne, bar ne v svojem jeziku. Redki so imeli dostop do Biblije. Ne so imeli Biblije, kaj bi imeli možnost v Bibliji preveriti svoje lastno življenje. Ali ga živim to, kot Biblija to vči. Ne so imeli te možnosti. Dnes ljudje večinoma, gledajte, imamo Biblijo. Imamo Biblije? Imamo, gledajte, kaj imamo. Večinoma imamo Biblije in imamo na taj način možnost preveriti v Bibliji, v Božoj besedi in skozi Biblijo imamo možnost preveriti svoja življenja. Ali je moje, ali je tvoje življenje usklajeno s tem, ko pravi Božja beseda, ali pa živim eno drugo življenje. Ali znate, ko človek dnes rajši ode po ene druge potaji. Rajši izbira druge možnosti, rajši se drži širke poti, ki je ko? Vse dovoljeno. Vse je dovoljeno. In tako mnogi kristjani, nažalost, tako imenovane kristjane Biblije sploh ne upoštevajo. Kako je v mojem, kako je v tvojem življenju. In tako ještě več. Mnogi Biblijo izkoriščajo za svoje interese, za svoje ideje, za to, ko se one osebno predstavljajo. In tako se te pojavlja eno solo krščanstvo, neodvisno od kogarkoli, ko pa ne po Bibliji. Ko pa ne to, ko pravi Biblija. Povedal je v enom mestu zapisu, vse mi je dovoljeno. Piše. Jo, vse mi je dovoljeno. Pa reč sam, tudi mene, tudi tebi je vse dovoljeno, ali to je on najkončo, ti dole piše to, ali se ne koriste. Pravi, se mi se ges nemo dal premagati. Ne to, ko mi je vse dovoljeno, pač pa to, ko Bog pričakuje od mene, od tebe, od mojega, od tvojega življenja. Dragi moji, vidimo iz toga, ko sem zdaj malo opisal te situacije, vidimo, ka je situacija
te pred reformacijo ne bila nika boljša kot zdaj. In situacija zdaj ne nika boljša kot je bila te. Te so ljudje ne imeli informacij, ne so imeli znanja, ne so imeli, tako povedano, tudi pismenosti, ne so imeli na razpolago dostop do znanja. Dnes ljudje imamo dostop do informacij. Jedan mali telefon, čisto mali, 12x7 cm, naprimer, pa 5-6 mm debele. To imaš več informacij gor, več možnosti gor, kot pa ti pred 500 leti so vse knjižnice sveta imele informacij. Ja, imamo dostop do informacij. Pismenost je ne problem. Čiglika na mnogih mestih je veliki problem pismenost. Dragi moji, problem je ender. Problem je ender. V vsoj toj obilici informacij se noter potegne, dobimo tudi dosta dezinformacij, tiste napačnih informacij, tiste najdobrih informacij, ko nam ne da koristile v našem življenju. Če mu se tistega držali, mu se soočali s ještě več problemami, kot pa bi se sicer. Znate, vse je preveč tistega navdušenja. Če gledate reklame, pa te si mislite, pa če ga to kupim, pa temu ga srečen, pa temu ga zadovoljen. In še dosta drugega toga je, vse preveč navdušenja, vse preveč tiste privlačnosti, privlačnih idej in pa obečanj. Martin Luther je napisal pesem, štero smo popevali, napisuje svoj pogled na krščanstvo, opisuje pot, po šteroj ode eden krščanik. To je trdi grad, je naš Bog zmožný. In v toj pesmi nejga tistih navdušujočih ponudb, tu noter nejga tistih privlačnih obečanj. Ta pesem, jaz sem prepričan, ta pesem se je rodila na podlagi Božje svete reči, na podlagi gledanja v Božjo sveto reč, na podlagi toga, ko je tej človek ugotovil, ko je spoznal, da se je poglabljal v Božjo sveto reč. Z našo močjo smo li slabe. Ne bi mogli obstati. Ne bi mogli obstati. Ali kre nas je te zmožne, štere nas pripela k zmagi. Aleluja. Vidite, koga imamo kre nas? In Luther je to spoznal. Luther je to osebno doživel. Što je to? Jezus Kristus, Gospod nad vojskov, štere nas svojov močjo. Dragi moji, njegova moč, štera se je pokazala na križe. Božja moč je ta zmožnost, štera nas obdrži v pravoj vernosti. Tok je ta kitica zaključena. Prava vernost, vera v živoga Boga je to, ko mi dnes nucamo, je to, ko mi nucamo, ko se obnovi v naše življenje. Vera v živoga Boga. Aleluja. In zadnjoj kitice Martin Luther povzema pravzaprav, kako bi to pravo, bistvo krščanstva. Kako smo zadnjo kitico popevali. Reč Božja ostane vsikdar. Vsikdar. Ne je samo te bila, da je Martin Luther na novo prevedel. Da so reformatori na novo prevajali. Ne, reč Božja ostane vsikdar. Njej ne mre nišče protestati. Nišče ne mre protestati Božoj reči. Znate, mnogi so že probali Biblijo odriniti v življenje človeka. Probali so njene vrednote uničiti. Ne, to ne ide.
reč Boža ostane sigdar. Njej nemre nišče protestate, Bog nas ne ostavi nikdar. Se zavedaš toga, dragi prisoten, dragi poslušalec, Bog človeka ne ostavi nikdar. I Sveti Duh nas vode. Aleluja. Imamo toga spremljevalca. To tretjo božansko osebo, štera nas vode skozi vsako preizkušnjo našega življenja. In te Luther dole pravi, če bi trpeli ali zgubili žitek i blago i vse, ko nam je drago, ko te nebesa ostanejo. Haleluja. Aleluja, dragi moji, zato se ide, zavolo toga je tako pomembno ostati na temelje Bože drage svete reče. Aleluja, nebesa nam ostanejo, zato se ide, ka po končanom zemeljskom potovanju. Da se tu konča moje ali tvoje potovanje, ne vemo, da to bo, da se konča tu naše potovanje, te pridemo do tistega cilja. Pridemo do toga, ko nam je Bog pripravil. Ko je pripravil za vse tiste, štiri ga ljubijo. Povjo to tako opisuje v prvom pismu Korinčanom 2:9. Tako piše, česar oko ni videlo. Pa gelte, dosta smo že videli. Dosta smo videli. Tu je lepote. Dosta leko vidimo po tej medijaj. Leko vidimo, ali to je to Božje obečanje, česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar človekovo srce ni prišlo, je, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Aleluja. Vidite, kakšnega Boga mi imamo, kakšno mi Boge služimo. Ko Bog pripravlja za nas, za vse tiste, štiri ga ljubijo. In to je, dragi moji, te pravi cilj kristjanov. Ne to, ko doživljamo tu, pač pa to, ko nam pripravlja tam skoraj. Pripravlja. Dragi moji, do ta je potrebno priti. Potrebno je do ta priti. In splača se. Splača se. Sam Jezus je opozoril, že te učenike je opozoril, kad v zadnjih dnevaj prihajali razne nauke, vse mogoče stvari, da znate te nauke do tele den zanimive, privlačne, do vse felej obečavali, ali Jezus za večino toga prave, ko jih imenuje, kad so to lažne nauke, kad so to lažne proroke, lažne učitele. Bar štite doma, v Mateje 24. tale, Marke 13. tale in Lukače 21. tale. Preštite doma to, ko dava Jezus opozorilo, ne samo svojim učencom, pač pa tudi mene in tebe gnes, posebno v tom nezmernom času. Zato je to važno, dragi moji, v svojem življenju imeti postavljene trden temelj. Biti v tom trdom grade. Reč Boža ostane sigdar. Dragi moji, to ne samo Lutrova izpoved, njegova ideja, to je dejstvo, štero je Bog zapisal svoje. Štero je Bog zapisal nam, ka bi vsakoj življenjskoj situaciji imeli eno pravo usmeritev. Kako ti osebno vidiš svoje življenje v ogledale Bože drage svete reči? Kako gledaš svoje življenje? To je važno pitanje, kad se damo odgovor na to. Pred 2 letoma smo ga učali osade duha. Se še spomnite toga? Osade duha in na podlagi toga lahko najbolje objektivno razsodimo, kako živim jaz, kako živiš ti v sklade z Božjo sveto rečjo. Znate, sad,
to se vidi navzven. To se vidi. Mi imamo doma eno granatno džoboko. Ništa ne ste jo videli. Znate, že par let jo imamo. Do zdaj je imela listke, lani je imela en malenčki sadež, gor, štere je pa naj bil užiten. Letos pa ima 7, 8 takšne lepe vjavke sadežov. Takšne lepe vjavke plodov. Torej, to steblo je rodilo plodove, pokazalo se je sad. Prineslo je sad. To je tudi v naših življenjih potrebno, dragi moje, da se pokaže sad duha. In to je, ko malo obnovimo, sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoovladanje. Ali naj to čudovito, dragi moji, to so ne sadove, to je ne množina, to je sad, to je komplet, to je to, ko gre v moje življenje, ko je v tvoje življenje, to je sad duha. Sad Božjega svetoga duha. Znate, naša granatna džoboka nema drugih sadov, ona ima samo granatna džoboka, samo te sadove ima gor, samo te plodove ima gor, ima sad, šteri je značilen za to vrsto drevja. In tudi za Božjega človeka mora biti značilno, ka ima v svojem življenju sad svetoga duha. Ka ima sad svetoga duha. Če toga nega v tvojem življenju, če se to ne vidi, te je potrebna ena nova reformacija v mojem, mogoče v tvojem življenju. Luther, Trubar, Dalmatin in ostale reformatori so videli, so spoznali, kaj jim v njove duhovne življenja nekaj fali. So videli, kaj nekaj fali. Skozi Božjo sveto reč so spoznali, kaj njovo krščansko življenje ne v skladu s tem, kako je tu zapisano. To so spoznali. Spoznali so, kaj je na tom področju v njihovih življenjah in tudi v življenjah tiste, šterim služijo, kaj je na tom področju potrebna sprememba. Reformatori so spoznali. Spoznali so, kaj je potrebno duhovne stvari postaviti nazaj na pravo mesto. Nazaj na pravo mesto, kaj je potrebno njovo vrvanje na novo uskladiti s tem, ko je zapisano v Božoj drago sveto reči, s tem, ko pravi sveto pismo. Ja, dragi moji, to je reformacija. To je reformacija. Sprememba, ureditev odnosa z Bogom. Znate, to je urejene odnos z Bogom, te tudi medsebojne odnose noček funkcionirajo, noček delujejo. Haleluja, haleluja. Poslušal sem enoga nemškega duhovnika in mislim, ka bi isto leko tudi mi pravili za naše razmere. In te duhovnik je tok pravil za nemške razmere. Pravi tok, mi v Nemčiji nucamo eno novo obnovo naše vere v Boga stvarnika vesolja. Mi nucamo to. Novo obnovo naše vere v toga Boga, štere je vse stvoril. In ti dole pravi tok. Mi v Nemčiji se moramo spreobrniti od naših idolov. In ti našteva ništa ne od teh idolov. Prave kuće, avtoje, bogatstvo, nazive. Prave, moramo se od vsega toga spreobrniti nazaj k živome Bogu.
živome Boge. In te prave na konce, da mi nucamo novo reformacijo. Ne samo spomin na tisto, ko se je zgodilo pred davnimi 500 leti. Mi nucamo novo reformacijo. Ali je to značilno tudi za Slovenijo, za Prekmurje, za Srdico, Nuskovo, Slaveče, Kuzmo, Matjaševce, Grad, za okoliške vasi. Je to potrebno tudi nam, dragi poslušalec, lahko to isto poveš tudi za svoje osebno življenje. Genucam obnovo moje vere v stvarnika vesolja. Genucam eno novo spreobrnitev nazaj k živome Boge. Genucam eno novo ureditev svojega duhovnega življenja v skladu z Svetim pismom in ne samo spomin na to, ko sem ne vem, kdo doživel. Ja, doživetja so super, to je podloga, ka idemo naprej. Ali ne samo doživetja tom 30-40 let nazaj, pač pa to, ko je gnes doživljam za mojim Bogom. To je važno, to je pomembno in v tom ide naprej. V drugom pismu Korinčanom 5:17 to piše. Drugo pismo Korinčanom 5:17. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Staroga nega več. Glejte, nastalo je novo. Dragi moji, to je reformacija. Nova stvaritev v Kristuše. Za volo Kristušovega dela na križi. In kako pridete do toga? Kako to dosegnete v svojem življenju? Te reformatore so imeli, kako to povem, 5 stup, 5 stopnic, 5 načel, 5-krat sola. Samo Sveto pismo, samo vera, samo milost, samo Kristus, samo Bogu pripada slava, hvala in čast. To je te 5 korakov v mojem, v tvojem življenju. Šterode napravilo eno pravo reformacijo v mojem življenju. To so področja našega vsakodnevnega življenja, kje je potrebno preverjati svoje postopke, ko je vodilo mojega življenja. Sveto pismo. Odkje črpam te duhovne vsebine za moje duhovno življenje. Sveto pismo ali pa še kaj poleg toga. Kje črpamo te duhovne modrosti za to, da bi preverili, da bi živeli svoja življenja tako, kot je. To si Bog zamislil za nas. Samo Sveto pismo. Ali je tu prisotna vera v živoga Boga? Samo vera. Če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Znači vera v živoga Boga. Ali pa mogoče še malo toga, pa malo ovoga, pa malo drugoga, pa malo trečega. Včasih dobivam kakšna obvestila po elektronski sporočilaj, šola toga, pa drugoga, pa tretjega. Ne gočim od izobraževanja, ne, sploj ne. Pač pa šola, duhovna šola takša, pa načiša. Duhovne šole raznih samozvanih učitelov. Dragi moji, Jezus nas je glede toga upozoril. V Mateje 24. ali 4. veršuš pravi tok. Pazite, glejte, da vas kdo ne zavede. Samo vera v živoga Boga, dragi moji, da nas obdržala na pravoj poti,
da je nas držala na toj poti, ka nas štoj ne zavede. Budnost, preverjanje naših življenj, ali so usklajena s Svetim pismom, ali je vodilo mojega življenja to, Bog nam nikaj ne dolguje. Bog mene nikaj ne dužen. Je tebe, ko je Bog dužen? Ne, nikaj ne. In to je ta tretja stuba. Samo milost. Samo milost. Samo milost v Efežancom, 2. tale, 8. pa 9. verš už poveo, tak piše, z milostjo ste namreč odrešeni po veri. Znači, prelej smo ga učali od vere v živoga Boga in to je milost. Božja milost je to. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Na dnevi zahvale smo tu učali od toga, kaj vse ko je Božji dar. Mene, tebe, non, niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Božja milost, rešitev, odrešenje iz sužnjosti greha prihaja iz Kristusovega dela. Ne mojega, ne tvojega, ne za volo mojih ali tvojih prizadevaj. Dragi moji, to človek dobiva iz Božje milosti. Bog je tak usmiljene do nas, do mene in tebe. Božje usmiljenje je tak veliko. Dole, ko je vodilo mojega, tvojega življenja. Naslednja stvar, štero so reformatore ugotovili iz toga, kar so gledali v Božje besedo, samo Kristus. Samo Kristus. Apostolska dela 4.12, tak štejmo. V nikomer drugem ni odrešenja. Zakaj? Pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Samo Kristus. To je Peter izpovedal pred velikimi duhovniki. Po tistom, da se po Petrovoj in po Janezovoj veri. Ne sta njiva nikaj včinila, pač pa zavolo toga, ka sta vrvala v živoga Boga, ka sta se naslanjala njega, po njiva in vere se je zgodil čudež, ka je tiste hrome ozdravil. Samo Kristus, samo pri njeme najde človek to, koga pripela v večno slavo, v Božji prisutnosti. Samo pri njeme. Ninder inder. Ninder inder. In ob koncu se pitajmo, koga mi častimo v svojih življenjih. Kome pripada sa slava, hvala in čast v tvojem življenju. Reformatori so pravili tako, samo Bogu pripada slava, hvala in čast. Peto področje življenja, gdje je posebno potrebno biti buden, gdje je posebno potrebno biti previden, ka ne prevaramo samo same sebe, zavolo toga, ka hitro leko postane ges slaven. O, France, kakšno predgo je pa umel. V razodetje na več mesta štejmo podobno to, kot v 7. poglavje 12. vrstica. Ti tako piše. Na več mesta v razodetje štejmo od toga. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč kome našemu Bogu na vekov veke. Amen. Kome pripada slava in čast? V vseh mojih postopkih našemu Bogu. Njeme pripada vsa slava, hvala in čast. In dragi moji, tudi mi se pridružimo tome čaščenje, vsakodnevno se pridružimo čaščenje našega Boga, živoga Boga. Ne pripišuj sebi zasluge, pač pa dovoli, ka Bog
po svojom svetom duhu. Naprave v tvojom življenju eno novo reformacijo. Tako da je zaistino tvoje, moje slavljenje usmerjeno samo na njega. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Haleluja. Staro je minilo. Staro je minilo. Amen. Staro je minilo v mojem življenju, v tvojem življenju, za voljo toga, kaj je Bog napravil po svetom duhu, to reformacijo mojega in tvojega življenja. Glejte, nastalo je novo. Amen. Amen. Sklonimo glave v molitve. In če mogoče spoznavaš na podlagi poslušane Božje besede, kaj je potrebno tudi v tvojem življenju, obnoviti odnos z Bogom, kaj je potrebna ena nova reformacija v tvojem življenju. Lahko mi daš kratki znak, lahko zdigneš roko. Haleluja, 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 amen. Bog vidi tvojo situacijo, pozna tvoje življenje. Haleluja. O nebeški Oče, hvala je tebe, ko si ti pripravil vse, ko si ti napravil vse, ko je potrebno za to, ko se zgodi reformacija v naše življenje. Ne tista, kot pred 500 leti in več, pač pa gnes, ena nova reformacija, ena nova sprememba mojega življenja, tako kot je to po tvojo drago in sveto reči. Nebeški Oče, ga te prosim, po duhi tvojom, pomori mene, pomori vsem nam, posebno te prosim za tiste, štiri so spoznali v svojom življenju, ki nucajo tvojo pomoč, ki nucajo spremembo na določenih področjih njihovih življenj. Blagoslovi vsakoga, dotekni se vsakoga in daj nam modrosti, daj nam razumnosti, pomagaj nam, ko imamo odprete duhovne oči, ko imamo odpreta svoja duhovna vija, ko vidimo in ko čujemo to, kot ti želiš v naših življenjih. Napravite, spremenite, izboljšate, odstranite. Prosim te, pomagaj nam, ko se podredimo tvoje voli in blagoslovi vsakoga, štiri je tu prisoten, štiri posluša tvojo drago sveto reč, dotekni se vsakoga življenja, tako kot je to tvoja vola, Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen. Haleluja.